Sirska kriza vstopa v novo fazo, kjer bi lahko politična intervencija omogočila mir ali zgolj podaljšala vojaške posege v državi, ki je bila v dosedajni vojni popolnoma uničena. Politični analitik Sarikis Kazarjan je dejal, da je sirska vlada v bistvu le zamenjala sovražne sile na ključnih področjih po zadnjem krogu vojaških operacij proti ekstremistom v Damasku in severnem Homsu. Če primerjamo fronte izpred 2 ali 3 let, lahko ugotovimo, da je aktivnih le še 5% nekdanjih front, kar kaže na napredek. Gre torej za premik v pravo smer, ki bo po pogajanjih v Astani in kasneje Ženevi veliko bolj jasna. Sicer pa je bilo včeraj v južni Siriji ponovno slišati bobnenje vojne, saj sirska vojska še naprej pošilja okrepitve za začetek obsežne vojaške ofenzive po neuspešnih izraelsko-ruskih pogovorih o sporazumni rešitvi tamkajšnje situacije. Kazarjan je dejal, da bi najugodnejši scenarij vključeval Rusijo, ki bi se uskladila z Združenimi državami in Izraelom ter tako dosegla mirovni sporazum. Za kaj takšnega pa bo, kot kaže, potrebnega še nekaj časa. Združene države so v torek napovedali umik Sveta Združenih narodov za človekove pravice, ki označuje zadnji odhod Trumpove uprave iz mednarodne institucije. Ameriška predstavnica v Svetu Združenih narodov Nikki Haley je namreč dejala, da svet ni uspel izvesti velikih, dramatičnih in sistematičnih sprememb, ki so jih zahtevale Združene države. Na skupni tiskovni konferenci sta državni sekretar Mike Pompeo in Haleyjeva obtožila Svet Združenih narodov, da so zaščitnik zlorab človekovih pravic in leglo politične pristranskosti. Haleyjeva je svet opisala kot hinavsko organizacijo, ki je zgolj sama sebi namen, in dodala, da je svet nesorazmerno osredotočen in sovražen do Izraela. Umik označuje najnovejši ameriški odhod iz multinacionalnih organizacij, potem ko je predsednik Trump napovedal umik iz podnebnega sporazuma v Parizu, globalnega dogovora Združenih narodov o migracijah, kulturno-izobraževalnega telesa UNESCO in iranskega jedrskega dogovora. Moskva je na nogah. Po drugi tekmi ruske reprezentance na svetovnem prvenstvu, kjer je s prepričljivih 3-1 premagala reprezentanco Egipta in se tako trdno usidrala na prvo mesto skupine A. Reprezentanca Rusije je namreč že na uvodni tekmi proti Saudovi Arabiji pokazala zobe, ko je slavila z rezultatom 5-0. Rusija zaenkrat velja za največje presenečenje letošnjega svetovnega prvenstva, saj pred začetkom nihče ni napovedoval takšnih uspehov. V reprezentanci še posebej izstopa Denis Čerišev, ki so ga pred mundialom le redki pričakovali v prvi 11-terici. 27-letni krilni igralec španskega Villareala je trenutno skupaj s Cristianom Ronaldom prvi strelec svetovnega prvenstva. Velika prvenstva, kot kaže, iz ruskih nogometašev izvabijo najboljše stvari. V zadnji tekmi skupinskega dela se bo ruska reprezentanca v ponedeljek pomerila z Urugvajem.